Živijo, tukaj Valentin. Danes bom govoril o nekem osebnem življenjskem dogodku, skozi katerega sem dobil potrditev, da te metode notranje preobrazbe, ki se izvajajo po Destiny postopku, dejansko delujejo in da so tudi zelo učinkovite. Nekje pred 3 leti sem šel obiskat raziskovalno središče Destiny v Južno Afriko in potem, ko sem prispel nazaj v Slovenijo, sem dobil telefonski klic od neke neznane osebe. Predstavil se kot moški, ki je že nekaj časa zasledoval moj napredek, in to z pomočjo svojega sina, ki je dobil v starosti okoli 7 let sposobnost, da vidi auro in sisteme in vse te stvari, za katerimi smo sprogramirani, vendar mi tega ne vidimo, ker zaznavamo okolico in sebe skozi omejeno zaznavanje našega uma. Povabil nas je, da smo z našo skupino Destiny Slovenija prišli v Ljubljano in se dobili v telovadnici, potem pa je v spremstvu svojih nekaterih drugih prijateljev začel razlagati zgodbo. Namreč pred nekaj leti se je svojo partnerko razšel in ta dogodek je tako zelo travmatično vplival na njegovega oziroma njunega sina, da je začel videti določene stvari. Sprva seveda on kot oče ni vedel, kaj dejansko sin vidi. Peljal ga je k psihologu, psihiatru, da ga pregledajo, ker je mislil, da se mu je zmešalo. No, potem je pa začel tudi proučevati razne te duhovne, ezoterične knjige in tam videl, da dejansko obstajajo neke take stvari, kot so čakre, aura, meridijani energetski in podobno. No, kar je bilo zanimivo, je pa to, da ta njegov sin ni potrdil, da so informacije iz teh knjig točne, torej da so čakre energetska središča na človekovem telesu, ki si sledijo področnem barvnem zaporedju, in da je aura izžarevanje življenjske sile človeškega fizičnega telesa in da bolj, ko imaš barvito in polno auro, bolj si duhovno napreden, temveč je te stvari začel pojasnjevati na povsem drugačen, nov način. Razlagal je, da aura ni izžarevanje življenjske sile, ampak da je to emanacija zavednega dela umsko-zavestnega sistema, torej energetske ječe, v katero smo vsi ujeti in skozi katero smo zasužnjeni in manipulirani. Smo kot neke vrste lutke in preko tega sistema nas preko misli in energij, čustev in občutkov manipulirajo in usmerjajo. Naredili sta tudi svoj lasten zemljevid oziroma barvno karto aure in te barve ne bi dejansko potem predstavljale določeno vrsto miselnih vzorcev, ki jih ima določen človek. Ni torej barva aure določena stopnja napredka, ampak samo določene vrste misli, ki jih ima človek v določenem trenutku. In pa seveda potem tudi logično, da če je ta aura izžarevanje umsko-zavestnega sistema, ki je naša energetska ječa, je seveda naš cilj, da se te energetske ječe osvobodimo. Da auro ne da jo krepimo, da je vse bolj polna in večja in močnejša, ampak da se vse bolj zmanjšuje
da postaja transparentna. No in ta njegov sin je imel to sposobnost, da dejansko preveri trenutno stanje miselnih vzorcev človeka zgolj na osnovi fotografije, ki je bila posneta v nekem trenutku. Tako da sta skozi več mesecev spremljala fotografije mojih portretov, lastnih fotografij, ki sem jih objavljal na mojem Facebook profilu. In dejansko je potem sin njemu sporočil, da napredujem v postopku transformacije miselnih vzorcev in da ko sem prišel nazaj iz Južne Afrike, sem imel samo še polovico avre. Ker tam dejansko sem šel skozi intenzivni postopek preobrazbe, ki je očitno imel tak efekt, kot ga je on videl. In pa seveda, ko je pokazal sinu tudi fotografijo oziroma videoposnetek SonetSpice, ki funkcionira kot, njeno telo funkcionira kot meddimenzijski portal, je videl, da dejansko ona nima avre, da jo je popolnoma izgubila in je mislil sprva, da je mrtva. Ampak ne, ona se je prva kot in edina sedaj osvobodila umsko-zavestnega sistema in zato ima seveda sposobnost, da enostavno z izdihom zapusti popolnoma svojo fizično telo, da se v celoti odreinkarnira in to je do zdaj uspelo samo njej. Skratka, na ta način, skozi pripovedovanje tega sina, ki mu jaz pravim aurov videc, ker vidi pač aure in tudi druge sisteme, sem dobil potrditev, oziroma naša skupina je dobila potrditev, da dejansko ta proces preobrazbe miselnih vzorcev po postopku Destiny učinkuje, da je zelo močen, če ga seveda uporabljaš. Vsako orodje je efektivno samo toliko, kolikor ga uporabljaš, tisti, ki ga pa seveda uporabljajo skozi samo iskrenost, takim osebam pa seveda učinkuje. In to so orodja kot fokus na dihanje, uporaba samoiskrenosti, samoodpuščanja, samopopravka, ozaveščanje miselnih vzorcev skozi pisanje in seveda tudi snemanje takih vlogov, kot jih jaz delam, video dnevnikov, za še dodatno ozaveščanje in utrjevanje določenih spoznanj. Na ta način se vsak lahko osvobodi motečih misli, ki nas razdvajajo od realnosti, od univerzalne fizične realnosti v tem trenutku, da se prizemljimo in da smo sposobni delovati in se odločati po zdravi pameti in na osnovi postopka, ki je najboljši za vsa živa bitja. Vabim vas torej, da se tudi vi priključite, da izkoristite ta brezplačni spletni tečaj DIP Lite oziroma Destiny iProcess Lite, vodni, lahki, brezplačni spletni tečaj, skozi katerega se boste naučili počasi v kratkih dnevnih lekcijah, kako deluje in da se boste naučili teh orodij za osvobajanje od da boste postali čustveno stabilni, zadovoljni, izpolnjeni in živeli polno srečno življenje. Hvala lepa za posluh in nasvidenje. Pa seveda povezave do teh lekcij, do tega tečaja pa najdete v opisu tega videoposnetka. Čau!